Dejstvo je, da slovenske politične stranke že dolgo, verjetno vse od plebiscitarne odločitve za samostojno Slovenijo, niso bile tako enotne, kot so v primeru Mišiča, da je njegove imenovanje pač škandal brez primere. A zakaj je politika tokrat tako zedinjena? Dobri poznavalci zadevo pojasnjujejo zelo slikovito. Zmagala je Primorska, v tekmi strici iz ozadja. To je uspelo s pomočjo občine in delavcev Luke, predstavniki zaposlenih v nadzornem svetu. Vse špekulacije, da so jim v zameno za glasove marsikaj obljubili, ostro zavračajo. Celi Sloveniji, predvsem pa zaposlenim, kažem svoj obraz, ponosno. Kupčkal nisem nič, niti moji kolegi so delavci v nadzornem svetu. Mišič je, ajde da ne bom rekel, da je najboljši kandidat, najmanj neugoden kandidat in zna biti celo, isto tako, govorim celi Sloveniji, mogoče tudi najmanj političen kandidat. Favorit predstavnikov kapitala je bil včeraj brez dvoma Ernest Gortan iz Intereurope, a so nadzorniki prej glasovali za Mišiča in ta je dobil večino. Prevagal je glas predsednika. Kot pravi Klobas, bi podprl vsakega, ki bi zbral večino. Zakaj pa ne? Priložnost ima lahko tudi Mišič. Večinski lastnik ni povedal, o katerih sveh moramo odločiti v nadzornemu svetu, predlagal, dal pooblastilo, da se po lastni presoji najboljše kot dober gospodar odloči za to imenovanje in jaz mislim, da smo se odločili pravilno. V SLS-u ravnanje vlade ocenjujejo kot porazno, gre za kupčkanje in osebne interese. Interesi so po privilegijih, interesi po naložbah, interesi tudi, če rečem pri gospodu Klobasu, v zaščito svoje hčerke, ki je zaposlena v javnem podjetju koprske občine, to je Rižanski vodovod Koper. Nekako se ne da izogniti občutkom, da je bilo to nekako nameščeno. Jaz se tega občutka ne morem znebiti. Še posebej, če je bil kandidat tudi gospod Gortan. Kakorkoli, Mišiča podpira tudi lokalna skupnost. V Ankaranu pravijo, da se veselijo sodelovanja z vsakim, ki bo spoštoval novo občino. Takšno vodstvo, ki bo na eni strani znalo prisluhniti tudi potrebam in željam prebivalcem Ankarana. Boris Popovič, ki sicer ni bil dosegljiv, pa je za časnik Finance dejal, da je politično kadrovanje prisotno prav povsod, tudi v primeru Mišiča. Le da so ga podprli vsi, razen politike.